cikla. Tole je nek malo boljši objekt, verjetno nekaj 40 let star, bil precej poškodovan, ni se porušil. Tole je pa novo grajen objekt, ki je praktično na zunaj nepoškodovan, pa ljudje noter še niso živeli. Zdaj, seveda v teh, 100 letih se je znanje precej dvignilo v potresnem inženirstvu, po drugi strani so se tudi zahteve v ljudi dvignile, da so pač varnost se povečala, ne. Je pa po drugi strani potres problem tudi z tega stališča, ker se je škoda za družbo velika, ne samo za lastnike teh stanovanj, ampak tudi za družbo. Recimo škoda v L'Aquili je bila ocenjena na 16 milijard evrov, kar če odštejemo kredite od slovenskega vlade, od proračuna, je to približno dvakratnik letnega proračuna, ne. Se pravi, Slovenija bi tako recimo katastrofo zelo težko recimo preživela, ne, brez zunanje pomoči, dočim Italijani, ki so zelo veliki, recimo lahko take stvari prenesejo, ne. Zdaj, če bi malo govoril o konceptih projektiranja najprej, zdaj, trenutno, kar se projektira, se do zdaj projektira na konceptu ciljne potresne nevarnosti. Se pravi, imamo nek projektni potres, ki ima na primer povratno dobo 475 let in na osnovi tega potresa se potem projektira, ne. Zdaj, v sodobnih konceptih je malo drugače, ampak recimo nekaj se dogaja v Evropi, recimo 2015 je bil začetek procesa posodobitve tega standarda in lani je bil že končni osnutek tega standarda, seveda končni standard bo še precej spremenjen, ne. Zdaj, sam postopek ali pa proces posodobitve je pa zelo kompleksen, ne. Za Eurokode skrbi tehnični komite 250, ki ima pod sabo komite 8 za Eurokode, potem ima pa ta cel kup nekih skupin, od task group, working groups, pa project teams. Slovenija je tle kar dobro zastopana, imamo nekaj predstavnikov, ki sodelujejo v projektnih skupinah, ki dejansko pišejo te standarde, ne. No, zdaj pa, če pogledamo, recimo, če že gremo na informacije, kakšne informacije ta standard danes nudi, in vidimo, da so informacije zelo abstraktne. Naprimer, imamo projektna nosilnost, to je nekaj, kar je abstrakten pojem, ne. Če boste šli vi steber zgraditi, pa ga zmerite videli nosilnost čist druga, ne. Potem imamo recimo potresna obtežba, zdaj v novem standardu bo pisali, da v bistvu takšne potresne obtežbe, ki jo uporabljamo za projektirati, da med potresih ni, da takih dogodkov ni, ne moramo to vezati na dogodek. In te informacije razumemo inženirji in jih uporabljamo pri svojem delu, ne. Potem se pa lahko vprašamo, če so te informacije zanimive za družbo in lastnike, ne, ali pa kakšne informacije sploh lahko inženirji na osnovi teh standardov ponudimo lastnikom pa družbi, ne. Ker oni teh stvari ne razumejo in jih tudi ne zanima. Ne. In moja teza je, da recimo vse, kar lahko inženir naredi, lahko da pač investitorju mu reče, poglejte, zdaj boste pa imeli objekt, ki bo skladen s standardom. In to potem investitor razume kot dodaten strošek, ne. In to se mi zdi, da je recimo velik problem. Zdaj, kakšne so izhodišča za razvoj standardov, kaj pravzaprav treba dobro zastaviti, da pride do dobrega standarda ali pa tudi do pravilnika za rekonstrukcijo objektov, ne. Zdaj, predvsem pozabi za potresnim inženirstvom. Dobro moramo predvideti potrese, ne. Se pravi, to imamo analizo potresne nevarnosti, karte potresne nevarnosti. V Sloveniji se zdaj nova karta dela. Zdaj, sigurno bojo neke spremembe, ampak če mene vprašate, je negotovost pri določevanju potresne nevarnosti bistveno manjša kot negotovost, če date 10 inženirjem računate en objekt, videli so razlike z nelinearno analizo bistveno različne, ne. In človek tle na potresno nevarnost praktično nima vpliva, ne. Potem moramo natančno opisati učinke potresov na objekte. Tle imamo pač cel kup nekih metod analiz. Zdaj, če ne znamo natančno zračunati, si uporabljamo z nekim drugim, recimo metoda načrtovanja nosilnosti in človek ima tle precej vpliva, lahko tudi naredimo eksperimenta, ne. Potem imate pa tretje ključno izhodišče, je pa, da moramo zelo jasno definirati cilje pri projektiranju, ne. In tukaj se pa pojavi problem. In človek ima pa tle cel vpliv, ne. Se pravi, glede na to, kako se bomo zmenili, kaj so pravzaprav cilji pri projektiranju, je ena ključnih stvari, ki je pa zelo slabo dodelana v standardih, ne. Recimo, če si pogledate, naprimer, trenutno veljaven Eurokod in 1. člen v ciljih reče, v primeru potresov moramo omejiti škodo, zaščititi moramo človeška življenja,
zagotoviti funkcionalnost objektov, ki so pomembni za civilno zaščito. Ne. Tle je vse lepo, ne. Potem pa, če greste brati tale droben tekst, boste spodaj videli, ne, da zaradi slučajne narave potresnih pojavov in omejenih sredstev, ki so na razpolago za preprečevanje njihovih posledic, je mogoče doseči te cilje samo deloma. Meriti jih je mogoče samo z verjetnostnimi izrazi. In to standard reče v bistvu v 1. členu v drobnem tisku, ne, ki ga praktično noben ne bere, potem naprej, pa če greste gledati standardov, ni nič govora od tega. Ne. No, če greste gledati recimo pravilnik o bistvenih zahtevah, piše mehansko odpornost in stabilnost pomeni, da obremenitve, ki se bodo verjetno pojavile med gradnjo, ne bodo povzročile porušitve. Ne. Tle imate nek pojem verjetno, zdaj kaj je koliko verjetno. Ne. To pa nikjer opredeljen. Ne. Se pravi, da praktično ta pravilnik nič ne definira. Potem, če greste gledati gradbeni zakon, ne, reče v 16. členu, prvi odstavek, objekti morajo biti med gradnjo in uporabo mehansko odporni in stabilni in tako naprej. Ne. Ti vplivi ne smejo povzročiti porušitve objekta, potem pa reče razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka. Zdaj, koliko majhno verjetnostjo dogodka? Ne. Tega nikjer opredeljen. Ne. Prav to se lahko vsak po svoje razlaga. Zdaj, sodobni koncepti te stvari poskušajo malo popraviti, zato ker se projektira, s sodobnimi koncepti se projektira na osnovi ciljnega tveganja. Ne. Ciljno tveganje pa je opredeljen potem z nekimi številkami za posledice, ne pa za pojav potresa, tako kot se trenutno recimo stvari projektira. No. In naprimer v pripravi ali pa v osnutku novega Eurokoda je nek Annex F, ki smo ga napisali pravzaprav v Sloveniji in smo ga na nek način tudi recimo izsilili, da je prišel končen osnutek. No, v tem osnutku recimo piše, da je za stanje blizu porušitve sprejemljiva povratna doba 5000 let. Ne, to recimo bom na naslednjem merilu mogoče malo pokazal, da boste dobili občutek. Občutek za te številke pa so razmerno težko dobiti. No. No in recimo, če si pogledamo zdaj, no, ali pa tako bom rekel, ko mi enkrat imamo v standardu neke številke zapisane, ne, koliko je nekaj, kar bi bilo sprejemljivo v smislu posledic, se lahko pravzaprav šele začnemo dobro pogovarjati, koliko varno je sploh dovolj varno. Ne. Ker te številke v standardu so nekaj, kar je privzeta vrednost, ki je lahko potem tudi država spreminja. Ne. No, tukaj imate recimo neke mere, osnovne mere za potresno tveganje, povratna doba recimo, ali pa obratna vrednost je približna verjetnost nastopa dogodka za 1 leto, ali pa recimo verjetnost nastopa dogodka za 50 let in tle imate merila za vse te mere. Tukaj imate pa zdaj neke različne dogodke. Ne. Naprimer, dopust je povratna doba približno enkrat letno. Ne. Vlada se menja recimo enkrat na 5 let. Ne. Potem recimo za občutek tisto, kar ima človek, tole ni ravno vezan na povratno dobo, ampak recimo 50 let se recimo dobro ljudje zavedamo, ne, kar je pa več, je pa že malo težje. Ne. No, potem pa pridemo recimo do povratne dobe projektnega potresa, to, kar zdaj uporabljamo, imamo 475 let in za ta potres je recimo 10% verjetnosti, da se pojavi v 50 letih. Ne. Zdaj, če bi šli gledati neko literaturo ali pa tudi anketo, o kateri je prej profesor Pfeiffer govoril, se da z tih anket zračunati, da ljudje pričakujejo pa varnost v smislu porušitve objekta, če se izražaš povratno dobo 100.000 let, kar približno 0,05%. V 50 letih smo pripravljeni tvega, da se nam bo objekt porušil zaradi potresa. To so zdaj pričakovanja. Ne. No, če greste gledati recimo standard v ZDA, oni imajo predpisan, da je povratna doba sprejemljiva za porušitev objekta 5000 let, kar prinese 1% v 50 letih. Zdaj tista Annex F, o kateri sem prej govoril, pa piše, da je pa takšna povratna doba sprejemljiva za stanje blizu porušitve. Tako da recimo to, kar je vpeljal zdaj standard, osnutek standarda Eurokoda, je to, da so recimo verjetnosti za porušitev verjeten nekje med 5000 pa nekje 20.000 let. Ne, če bi šli recimo gledati neke študije, kar delajo Italijani, pa če vzamajo ali pa projektirajo na trenutnem Eurokodu, ugotavljajo, da so nekje verjetnosti za porušitve med 100.000 let, pa celo manjše od 5.000 let. Ne. Se pravi, trenutni Eurokod ne zagotavlja enakomerne gradnje v smislu potresnega tveganja, ne, zato ker sploh ni na to narejen. Ne.
No, še tole bi poudaril, ne, je pa ta definicija upisana, kar se tiče sprejemljive povratne dobe za prekoračitev mejnega stanja, je pa napisana v evrokodu nič, ampak ne za potresno obtežbo, ampak za recimo neke bolj običajne obtežbe, naprimer stalna obtežba, veter, sneg. Tam pa imate povratne dobe milijon let, ne. Ampak ne za stanje blizu porušitve objekta, ampak za stanje prekoračitve mejnega stanja nosilnosti enega elementa. Spravi, da so te stvari za te obtežbe, ki so stalno prisotne, je varnost bistveno večja kot za recimo potresno obtežbo, ne. Kar dejansko drži, ne, ker ljudje smo pripravljeni vseeno malo več tvegati za takšne pojave, da imamo neko izgubo zaradi potresov, kot pa za tega, da se nam zaradi lastne teže nekaj podrene. Zdaj, te mere je mogoče malo težko sprva razumeti, ne, ker ta povratna doba za porušitev je že neka integrirana mera, ki zajame vse potrese, ki lahko pridejo. Za boljši občutek, ali pa vsaj inženirji verjamem, da imajo boljši občutek za sprejemljivo obnašanje konstrukcije pri projektnem potresu. No, in tlele imate recimo, to so tako imenovane pogojne verjetnosti, in tle imate primer recimo takšne zidane stavbe, ki je zgrajena iz dveh različnih kvalitet materijala. Geometrija vse je enako, recimo ena je sodobna, druga je pa recimo neka slabša kvaliteta materijala, čeprav ni zelo to reprezentativen objekt, ker če boste vi imeli stare objekte s takšnim navadno opeko, boste imeli debelejše zidove, kar tle recimo ni upoštevane. No, in recimo to so tako imenovane krivulje ranljivosti, s katerim lahko tudi komuniciramo potresno tveganje. In tale pospešek je tle projektni pospešek, ki je izražen v spektralnim pospeškom, ne s pospeškom tal, tako kot smo pač navajeni. No in tle vidite, za sodoben objekt imate verjetnost, da pride do porušitve tega objekta, če pride projektni potres, praktično nič, ne. Zdaj, če greste pa en slab objekt gledati, boste pa videli, da recimo za isto geometrijo, ne, sem slabša kvaliteta materijala, boste prišli pa na verjetnost, ne, 45%. In to je že recimo ena taka informacija, ki mogoče bi lastnikom že kaj pomenila, ne, in bi se na osnovi tega lahko karkoli odločali, mogoče tudi za rekonstrukcijo, ne. No, tako, kot sem prej rekel, recimo manj občutka je že za verjetnost za prekoračitev mejnega stanja ali pa za povratno dobo. Tlele je zdaj en primer za 8-etažno armirano betonski okvirno konstrukcijo, ki je bila projektirana po evrokodu. Meja predstavlja verjetnost za porušitev, približno 10 000 letna povratna doba. Če vidite, tle imate pa pač neko stolpec, ne, ali pa neko vrstico, ki je označena, pa kaže verjetnost ali pa povratna doba za različne stanje poškodovanosti, ne. Zdaj, ta prve povratne dobe so to zelo šibki potresi, ki praktično, ali pa poškodbe, zelo majhne poškodbe, ki so praktično nevidne na objektu, ko se kam računsko zaznamo, ampak recimo neke vidne poškodbe se recimo pojavijo na tem mestu, kjer imate recimo povratna doba nekih 200 let ali kaj podobnega, ne. Če greste pogledati pa na verjetnost, v 50 letih so te verjetnosti sorazmerno velike, ne. Ja, tukaj sem hotel pokazati še tole. Pojavlja se paradoks, ne, ker tisti, ki delate z investitorji, to še boljš veste, tudi mi kdaj kakšne študije delamo, še posebej za kakšne bolj pomembne objekte, ampak zahteva se ali pa ljudje pričakujejo, da bojo zelo varni, kar se tiče potresov, ne. Takrat, ko pa treba vlagati neka sredstva v to, pa rečejo, da investiranje ali pa je v zagotavljanje varnosti pač strošek, ne. Tle je stvar, ki je vedno neka trgovina in ki ni dobro, po mojem mnenju, predeljena z regulativo, no. Imamo še bolj kompleksne mere, recimo za izražanje potresnega tveganja, naprimer ena takšnih je srednja letna izguba, škoda v smislu denarja. Tle imate spet ta dva objekta, ne, in zdaj prav v detalje ne morem iti, ampak ena informacija, ki je tle podana, je tle, vidite, recimo za dober objekt 50 evrov na 100 kvadratnih metrov, slab objekt 125 evrov na 100 kvadratnih metrov, kar pomeni, da če bi vi zelo dolg časa dajali, ali pa ta mera ima takšno informacijo, če bi zelo dolg časa dajali na stran teh 50 evrov na 100 kvadratov za dober objekt, bi se vam nabrali toliko denarja, da bi pač, ko poprihajali do potresov, da bi lahko obnavljali te objekte, ne. Zdaj seveda, to pomeni zelo dolgo, ne, če govorimo o verjetnosti porušitve ali pa povratni dobi v 10 000 letih, pomeni takšno dobo, ne. Zdaj, ker se to ne dogaja, ne, potem zavarovalnice dajo na te sredstva še faktorje, kar bi bila potem neke zavarovalne vsote, ne.
Zdaj, seveda, da bi od inženirjem pričakovali, da bi od te informacije vse bili sposobni za vse tipe objektov izračunati, je zelo težko, no? Pa čez čas verjetno se bo to dogajalo. Tisto, kar je pa recimo bi lahko inženir lahko naredil, je pa to, da bi se mogoče majčkeno prilagodil, pa začel recimo vsaj stvari računati na ta način, da bi ocenjevali, kakšne pospeške prevzamajo objekti, ne? Ker zdaj, kar se dogaja, je tako, da pač imate projektni potres, ocenite, kako se objekt obnaša in na osnovi tega se potem malo popravi, tako da se primerno obnaša za projektni potres, ne. Tlej pa logika drugačna, če vi hočete imeti ali pa priti do informacije o potresnem tveganju, morate zračunati, pri kakšnem potresu ali pa pri kakšni intenziteti potresa se vam zgodi neko mejno stanje, ne. In to ni te metode, že vse obstajajo v standardih, ne, samo majčkeno logiko razmišljanja treba spremeniti in če bi se te informacije recimo naučili inženirji kreirati, bi se dal preko tega tako imenovanega varnostnega faktorja, ki smo ga pred kratkim razvili in ki je tudi vključen v tisti Annex F, nekje povezati ta varnostni faktor ali pa verjetno ali pa pospešek, pri katerem pride do nekega mejnega stanja, se da povezati tudi recimo z verjetnostjo ali pa s povratno dobo, ne. In tole je en primer, kjer imate zdaj ta faktor, vidite, da je ta faktor odvisen od nihajnega časa objekta, ne, kar pomeni, recimo, če imate tlele tudi vrednost 5, da za visoke stavbe mora visoka stavba prevzeti 5-krat večji potres, na katerega vi projektirate, da pride do stanja blizu porušitve, ne. To ne vem, če se dobro inženirji v bistvu zavedate, ampak te stvari so recimo v trenutnem standardu so z cel kup nekih projektnih dejavnikov so opredeljene, ne. No, in če bi te informacije se nekam shranjevale v neko bazo, ne, bi pri nekih, ne vem, čez desetletje ali pa čez 20 prišli do nekih zelo konkretnih informacij o vsakem objektu. Se pravi, če imate vi, na primer, pospešek, pri katerem pride do nekega mejnega stanja nekje na voljo, se da iz tega v določenih predpostavkah zračunati praktično vse te stvari, o katerih sem kazal danes, ne. No, in če bi imeli te informacije na voljo, bi lahko v bistvu delali tudi seizmične stresne teste za grajeno okolje, ne. In bi potem dobili nazaj povratno informacijo, zdaj, koliko smo dejansko ogroženi, ne, ker ogrožen ni samo en objekt, ne, ampak je cela družba, tako kot sem prej govoril, če pride do močnega potresa, ne, imate škodo lahko 10 milijard evrov in to ni nekaj, za Slovenijo to ni zanemarljiva številka, ne. No, en tak projekt izvajamo na fakulteti, seizmični stresni test grajenega okolja, skupaj z Univerzo Innsbruck in pa s podjetjem Aleo. ZAK je bil tudi povabljen k temu projektu, pa se je žal odklonil, no. No in ta projekt bo razvil modele, ki bi vključeval čim več deležnikov, ne. Se pravi, da bi povezovali te informacije, recimo vi imate vlado, imate urad za standardizacijo, inženirska zbornica, civilna zaščita, vsi te institucije so vključene v tveganje in pa tudi v odgovornost, ne. Potem imate projektante, gradbena podjetja, zavarovalnice, pozavarovalnice in pa investitorje, lastnike, pa ljudje, ki smo izpostavljeni tveganja, no. In ta projekt bo pripeljal nekaj, ali pa upam, da bodo prišli neki pametni modeli, v katerem bi čim več deležnikov vključevali, da bi se informacije izmenjevali med sabo in bi prišli do takih informacij, ki sem jih prej govoril, ne. Recimo, ne vem, do letnih pričakovanih izgub ali do verjetnosti porušitve na enem objektu, ne. In pa tudi na celotnih sistemih, ne. Zdaj, če sklenem, ne, da nam predolg, mislim, da sem kar v okviru časovnem, ne, glede na kakšne druge govornike, ne. No, sem 5 minut napram 15 je pa velika razlika, ne. Ja, no, zelo veliko je bilo že narejenega, vendar informacij o potresnem tveganju, ki bile zanimive za lastnike družbe, pravzaprav ni, ne. Tle so standardi, ne vem, povedali, pa recimo v zadnjih 30 letih, 40 letih teh informacij ni bilo, ne. Zdaj, za učinkovito kroženje informacij o potresnem tveganju na nivoju, recimo, ne vem, s tistimi informacijami, ki operiramo inženirji, lastniki ali pa družbe, je treba razviti nek vključujoč model za vrednotenje potresnega tveganja. Se pravi, da bi se vsi nekako v takem modelu prepoznali in prispevali potem k izboljšanju, ne. To se mi zdi recimo ključno, ne. Zdaj, potreben je sodoben koncept projektiranja, nekaj tle se kaže, ne, mogoče bi se dali recimo s takimi informacijami, ki si inženirji že operiramo, tudi
te bolj integrirane informacije pridobiti. Ni toliko težko, treba pa se povezovati in pa pač tudi imeti čim več takih posvetov, kot je ta. Tale stvar se mi zdi ključna, ker sem jo že recimo že več let širim. Inženirji moramo pravilno komunicirati z naročniki, vendar ne moramo prevzeti tveganj, ki prinašajo naravni pojavi, kot so potresi. To ni naša naloga. Mi ne moramo prevzemati neka tveganja, ki se bojo pojavila, ali pa neke poškodbe. Naša naloga je, da mi do investitorjem točno povemo, koliko je on izpostavljen tveganju in zdaj standard pač nekaj reče, lahko pa naredi tudi bolj, če želi. In to se mi zdi recimo ključno. Zdaj ta projekt, ki sem ga že omenil, neke rešitve bojo na voljo na nivoju objekta in tudi na nivoju grajenega okolja. Na nivoju objekta bo, kot je samo Gostič omenil, praktično že razvito potresno izkaznico, ki bo vključevala tudi neko časovno komponento, s katero bi recimo ljudje na nek način motivirali, da rekonstruirajo ali pa da popravijo svoje objekte. Zdaj za konec bi pa sam še to povedal, da poškodbe objektov zaradi potresov niso zanemarljive in da ključno je, da se tudi razmisli o načrtovanju odgovornosti, ker to vidimo po svetu, da če država prevzame vso odgovornost za rekonstrukcijo, to pomeni 10-15 let, ali pa še več. Če pogledate recimo Posočje, mislim, da se je letos končala obnova in koliko časa je to trajalo za sorazmerno majhna škoda, ki je nastala pri tistem potresu. Tole je nek potresni vtis za vse te 3 objekte, katere sem kazal, se pravi, tole je armirno-betonski etažni, armirno-betonski okvirni sistem, tole je sodobna zidana stavba, tole je pa stara zidana stavba. In pri stari zidane stavbe imate vi recimo nekje 8% verjetnosti, da se vam bo objekt porušil v 50 letih, kar pa dejstvo, da ni sprejemljivo. Tole je še eno video predstavitev tega predavanja v bolj tehničnem smislu, če koga zanima, na Video Lectures. Hvala lepa.